Na vrsti je tretji del prenove blokovskega stanovanja, ki šteje skoraj 50 let. V prejšnji oddaji smo spremljali zamenjavo inštalacij, ki so v starih stavbah lahko velik izziv. Ker je stanovanje majhno, pa je bil izziv tudi to, kako ga prostorsko načrtovati, da bo nudilo čim boljšo kakovost življenja. Poglejmo, kako je arhitektki uspelo izkoristiti dobesedno vsak centimeter. V nekaterih majhnih stanovanjih se težko obrneš okoli svoje osi, tako so utesnjena. Druga pa delujejo celo večja, kot so v resnici. Potrebnih je le nekaj iznajdljivih rešitev. Maja, lepo pozdravljeni, sva že tretjič v tem prenovljenem stanovanju, ki meri 40 kvadratnih metrov, ampak res veliko dobimo iz teh 40 kvadratov in me zanima, kaj so glavne skrivnosti, da lahko majhen prostor deluje kot velik. Ja, tukaj smo se poslužili par zadev in prva od teh, ki bi omenila, je mogoče razsvetljava, ki smo se lotili nekako razpršeno. Tako da ni zdaj samo v enem prostoru samo ena centralna razsvetljava, ena centralna svetilka, ampak da naredimo malo prehajanja mehkobe svetlobe po celem prostoru. Druga stvar je pa, da smo naredili tudi nekaj teh svetlobnih kaskad v samem spuščenem stropu, kar zopet malo dvigne prostor in deluje potem stvar zmeraj malo večja, malo bolj lahkotna. Druga stvar, ki tudi optično malo poveča prostor, so ogledala, ki pa smo jih malo tonirali v črni barvi, zato da niso tako svetla, da majčkeno umilijo vidik te odsevnosti, absolutno pa nam podaljšujejo prostor. Že takoj na vstopu, ker je majhen predprostor, smo takoj naredili eno omaro, ki so vrata narejena cela iz tega zatemnjenega stekla. Druga stvar je, da smo se odločili, da bomo vsa ta drsna vrata, ki jih imamo, opremili z ene strani ravno tako z zatemnjenimi ogledali in tako dejansko s pomikanjem vrat se nam tudi pomika prostor in globina tega prostora. Dobra izkoriščenost prostora se pokaže že takoj ob vstopu v stanovanje, saj je predprostor z dveh strani obdelan z omarami. Z ene strani je omara za čevlje, ki so jo dvignili od nivoja tlaka, zato da se lahko pod njo pospravijo dnevni čevlji. Drugi del omare je malo globlji ter je namenjen hranjenju plaščev in jaken, v njem pa je skrit tudi izvlečni sedež, da se ob obuvanju in sezuvanju lahko udobno sedi. Prostor za vrati je obložen z letvicami, na katere se lahko namesti še nekaj obešalnikov. Sicer pa k dobremu izkoristku vsakega kotička pripomorejo tudi večfunkcijski kosi opreme, torej pohištvo za več namenov, ki ga je stanovanje polno. Prva večfunkcijskost opreme je sigurno s temi drsnimi vrati. S tem, ko smo se odločili samo za drsna vrata, smo pridobili tudi veliko prostora, ker pri navadnih nihajnih vratih pač pri odpiranju vrat zavzamejo precej prostora, tukaj pa smo temu se izognili. Večfunkcijski je nadalje regal med jedilnico, kuhinjo in dnevnim prostorom, v katerem je skrita klimatska naprava. Strani so globino regala izkoristili za dodatne shranjevalne površine z izvlečnimi kolonami, kamor se lahko pospravijo živila, steklenice in vse tisto, kar ne spada v hladilnik. In ko že ravno govorimo o tej večfunkcionalnosti pohištva, je treba omeniti še element v dnevnem prostoru ob tem novem oknu. Torej, ko odpremo zgornji predal, izvlečemo v neko polico in si ustvarimo svojo delovno površino. Kako je organizirana kuhinja v luči izkoristka prostora? Torej, kuhinjo smo zastavili tako, da smo se odločili, da bomo izvedli kar en polotok, na katerega smo umestili kuhališče. Ker je kuhinja sedaj na drugi poziciji, kot je bila prvotno, nimamo izhoda za napo kuhinjsko, zato smo morali zbrati vrsto kuhališča, ki ima že v samem kuhališču integrirano napo. V to našo kuhinjo, ki ni ravno največjih dimenzij, pa smo vseeno morali spraviti kar nekaj kuhinjskih aparatov, tako da smo pač na začetku pozicionirali en velik hladilnik. Vse zgornje omarice smo zaprli do stropa. Poleg korita je integriran pomivalni stroj. Tukaj je pečica. Pod pečico pa smo skrili še zamrzovalno omaro. Pečica je parna. Odlikujejo jo kakovostne steklene površine, večstopenjska osvetlitev notranjosti ter upravljanje, ki brez gumbov in ročajev poteka prek velikega zaslona na dotik. Prednastavljeni programi omogočajo odlične rezultate peke, čeprav se hkrati pečejo jedi na vseh treh ravneh.
Pečica se samodejno čisti, prav tako samodejno odvede paro iz notranjosti, preden se odprejo vratca. Filter z ogljem pa nevtralizira neprijetne vonjave. Z ogljenim filtrom je opremljeno tudi kuhališče, ki paro in maščobne delce izsesa na mestu, kjer nastanejo. S tem ni potrebe po napi, ki zastira pogled na lonce ter ovira komunikacijo kuharja z gosti ali družinskimi člani. Kuhališče se ravno tako upravlja na dotik, njegova posebnost pa je še ta, da ima 2 veliki indukcijski polji razdeljeni na 4 dele, ki samodejno zaznavajo velikost posode ali se po potrebi pri velikih loncih združijo. Spalnico in kopalnico bi lahko opisali kot 2 v enem, hkrati ločeni in povezani, vseeno pa razkošni v svoji majhnosti. Ja, v spalnici smo se odločili, da bomo posteljo malo dvignili od tal, zato da izgleda, kot da je neka lebdeča postelja, ker vse, kar je malo dvignjeno od tal, deluje bolj lahkotno in avtomatsko imamo občutek, da je prostor večji. Z umestitvijo garderobnih omar smo se odločili, da jih bomo kar pozicionirali po celi niši in jih pustili v svetli beli barvi, tako da, kot da jih ni, kot da je to del stene. In ko mi nekako ne vidimo nekih kubusov, nekega pohištva, potem je prostor manj obremenjen in bolj lahkoten deluje. Sama kopalnica pa smo se odločili, da ne bomo naredili klasične svetle, zato ker je majhna, ampak smo hoteli nek boom efekt in smo se odločili za črno kopalnico. Magnet za oči je tapeta v pršnem prostoru, ki kopalnici da dušo, začini njen slog in jo poživi. Premazana je s posebnim lakom, ki se na njej strdi in je neprepusten za vodo, zato ni bojazni, da bi se odlepila od stene ali kakorkoli poškodovala. Drugod je položena črna keramika v kombinaciji s furniranim pohištvom ter zlatimi armaturami in dodatki v zlati barvi. Kaj pa oblike pohištva na koncu, zaključki, tudi to vpliva na prostornost ali pa vse na dojemanje? Pri manjših stanovanjih je tudi treba paziti na dobro organizirane hojnice med prostori. Ostri vogali, recimo med mizo in tamle med TV regalom, zelo hitro povzročijo, da se človek malo butne tu, malo butne tam. In če mi to malo zaokrožimo, se te oblike je veliko bolj prijetno, že na pogled, bolj mehko deluje in dejansko tudi bolj praktično. Lahko bi rekli, da je 40 kvadratnih metrov tega stanovanja prav čudežno velikih. No, saj tudi poljsko-ameriški arhitekt Daniel Libeskind pravi, da arhitektura ne temelji le na betonu in jeklu, ampak na čudežu. In včasih arhitektom res uspe pričarati velikost tudi tam, kjer je ni. V tem primeru z zaobljenimi linijami, večfunkcijskim pohištvom, ogledali in razpršeno uporabo svetil.